Lepo pozdravljeni. Občinski svet občine Krško je na oktobrski seji sprejel sklep o odpisu plačila dolga Ministrstva za okolje in prostor iz naslova tožbe glede protokola o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov v prostor in o zagotavljanju sredstev proračuna Republike Slovenije za sofinanciranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine Krško. Občina Krško je leta 2008 z državo podpisala 6 protokolov v skupni vrednosti 30 milijonov evrov, ki pa, kot je znano, niso bili v celoti realizirani. Eden od teh je bil protokol, ki se je nanašal na komunalno infrastrukturo, sklenjen z Ministrstvom za okolje in prostor. Po več let trajajočih razgovorih z ministrstvom in ko je postalo jasno, da občina Krško sredstev dolgovanih iz naslova sklenjenega protokola v vrednosti 8,4 milijona evrov ne bo pridobila, je občina zaradi teka zastaralnih rokov morala začeti terjati dolgovani znesek po sodni poti. Najprej s predlogom državnemu pravobranilstvu za sporazumno rešitev spora, nato pa z vložitvijo tožbe. Ker ni prišlo do realizacije tega protokola in je pravzaprav ostal odprt, smo se odločili, da tožimo državo, moram reči, da tudi malo po nasvetu same ministrice takratne, in smo v prvem delu uspeli, in sicer približno 3,7 milijonov evrov. No, zatem je sodišče en del našega zahtevka v skupni višini 11 milijonov evrov zavrnilo, vendar smo potem na višjem sodišču vztrajali in dobili še preostanek približno 4,9 milijonov evrov. Tako da je skupaj poplačano pravzaprav tisti znesek, ki je bil prvotno predviden v protokolu. Ostale pa so odprte obresti. Čeprav se pravzaprav ti dolgovi zapirajo, najprej obresti pa sodni stroški in tako naprej, je ostalo približno 5 milijonov evrov odprtih, namreč obresti so še naraščale, tako da teh 5 milijonov evrov pa pravzaprav praktično ni več iztožljivih in zato jih moramo pač odpisati iz poslovnih knjig. Sicer pa je po protokolih zaveza države tudi obnova Šrajbarskega turna. Kulturni minister je obljubil, da se bo oglasil v naši občini, da bo prišel pogledati te objekte, ki so bili financirani z evropskim denarjem ali pa so pravzaprav v lasti ministrstva in jih je potrebno še urediti, gre seveda za Šrajbarski turn. Dogovor je bil, da bi se sestali v prejšnjem tednu, žal do tega sestanka, oziroma predprejšnjem tednu, žal do tega sestanka ni prišlo zaradi nekih objektivnih razlogov. Računam, da bo do sestanka prišlo kmalu, kajti prav bi bilo, da minister vidi ta objekt, ki je resnično v zelo slabem stanju. In tudi predvidi denar za obnovo tega objekta, še dodaja Stanko. Občinski svet občine Krško je sprejel tudi osnutek načrtov obnove in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2020 do 2023 in 2021 do 2024. Za redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, za investicije, nakupe zemljišč in strokovni nadzor pri gradnji je v naslednjih 4 letih predvidenih skupno nekaj več kot 10 milijonov evrov oziroma okoli 2,5 milijona evrov na leto. Vsako leto pri sprejemanju proračuna tudi letos sprejemamo načrt obnove cest, in sicer v 2 delih. Prvi del je investicijsko vzdrževanje in drugi del so investicije v novogradnje. Za investicijsko vzdrževanje po letih imamo 4-letni plan, po letih predvidevamo približno milijon na leto, medtem ko za novogradnje približno 1,2 milijon, v kar je približno 200 tisoč evrov šteti tudi javne poti drugega reda. Tako da se pravi v 4 letih predvidevamo porabo za investicije v ceste približno 4,8 milijona evrov. Na ta osnutka bodo svetnice in svetniki še podali pripombe in predloge. Skupna dolžina kategoriziranih občinskih cest v občini Krško sicer znaša okoli 730 kilometrov. Člani občinskega sveta so dali tudi zeleno luč dokumentu identifikacije investicijskega projekta za drugo fazo rekonstrukcije ulice Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem v skupni dolžini 600 metrov. Predvidena je rekonstrukcija ceste ter ureditev signalizacije, izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema, rekonstrukcija vodovoda, rekonstrukcija in razširitev širokopasovnega omrežja ter zamenjava posameznih opornih zidov. Ocenjena vrednost del, ki naj bi potekala v letu 2020, po tekočih cenah znaša nekaj več kot 950 tisoč evrov, v celoti jih bo iz proračuna krila občina Krško.
Na seji so se sestali tudi člani sevniškega občinskega sveta. Med drugim so sprejeli sklep, da se prične z izvajanjem ukrepov za dolgoročno vzdržno in uspešno poslovanje javnega podjetja Plinovod Sevnica. Javno podjetje Plinovod Sevnica vse od svojega nastanka pred 30 leti s plinom oskrbuje industrijo, predvsem pa prebivalstvo mesta Sevnica. Takrat je šlo za ambiciozno, smelo odločitev, kajti kvaliteta zraka, cenovno primeren energent je bil pripeljan v samo mesto in potem je bilo ta oskrba organizirana kot javno podjetje, samostojno javno podjetje Plinovod. V slovenskem prostoru je nekaj izkušenj s takimi podjetji, a to izbirno gospodarsko javno službo večinoma opravljajo komunale oziroma podjetja, ki vključujejo tudi druge dejavnosti. No, rešitev v sevniškem primeru je predlagana tudi ta, da se ta izbirna gospodarska javna služba prenese na komunalo. Svetniki so na seji odločili, da bodo javno podjetje Plinovod Sevnica pripojili k javnemu podjetju Komunala Sevnica. To ima kar nekaj prednosti, poudarja sevniški župan. Gre za regulirano javno službo, kjer Agencija za energijo bdi nad to javno službo oziroma nad izvajanjem te službe, pa vendar določene racionalizacije, ki bi prinesle uspešno poslovanje, kajti v zadnjih letih se je na trgu plina povečala konkurenca. S povezavo javnih služb pa bi prišlo do racionalizacije poslovanja. Manj imamo lahko zaposlenih, pride do sinergije učinkov med posameznimi dejavnostmi, enotno se vodi kataster, enotno se vodi računovodstvo, obveščanje in to lahko prinese tisto racionalizacijo, ki je potrebna, zato da bi dejavnost plinoskrbe tekla uspešno. V svetniški skupini smo že pred nekaj leti predlagali, da se plinovod pridruži javni komunali, ker se nam zdelo, da bi bila to najbolj racionalna rešitev. Zdaj tudi neka študija, ki je zdelo neko podjetje, ki se ukvarja s temi priporočili, napovedala, da je to najboljša rešitev. S tem, da osebno jaz pričakujem, da je bilo zelo dobro, da se vrednotijo neki finančni učinki, da vidimo, kaj bo to prineslo, ker samo neko priporočilo to ni zadosti in pričakujem od občinske uprave oziroma tudi od tega podjetja, ki je to izdelalo, da vrednoti finančne učinke, tako pluse in minuse, kaj bo to prineslo, ker smisel, da se to pridruži, je racionalizacija, manjši stroški in da podjetje kot tako Plinovod posluje pozitivno z boljšimi rezultati. Za občane, tiste, ki so povezani preko plinovodne mreže v sistem, bistvenih sprememb ne bo, zatrjuje župan. Plinovodna mreža bo vzdrževana, kvalitetno vzdrževana, dobava plina, kupci plina izbirajo na trgu pri tistem dobavitelju, za katerega se odločijo, in to pa je tudi bistvo in odgovornost občine, da zagotavlja naprej oskrbo s plinom oziroma vzdrževanje in upravljanje plinovodne mreže, preko katere potem kupci nabavijo plin prosto na trgu, tako kot predvideva zakon. V Brežicah so po enem letu, odkar v objektu nogometnega stadiona deluje Center za krepitev zdravja, simbolično namenu predali še dodatne prostore, ki so bili vključeni v drugo fazo projekta. Po 2 pisarnah, telovadnici in predavalnici, ki so jih odprli v lanskem letu, so v Centru za krepitev zdravja Brežice zdaj pridobili še 2 prenovljeni pisarni, uredili pa so tudi hodnik, kuhinjo in sanitarije ter stopniščno dvigalo. S tem bomo vsi kadri na enem mestu, tako bomo bolje povezani in bomo tudi lažje koordinirali delo. V Centru za krepitev zdravja izvajajo individualna svetovanja in preventivne zdravstveno-vzgojne delavnice ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju. Izvajamo program za krepitev zdravja, ki je najobsežnejši. Izvajamo kratke delavnice, v katere se lahko udeleženci pridejo brez napotitve, in pa tudi daljše delavnice, katere potekajo v večjih srečanjih, katerih udeleženci potrebujejo napotitve diplomirane sestre oziroma zdravnika iz ambulante družinske medicine.
Projekt nadgradnje preventivnih aktivnosti, ki sta ga sofinancirala Evropski socialni sklad in Republika Slovenija, se sicer letos zaključuje, a bodo nadaljevali z izvajanjem vsebin. Je pa vlada zagotovila sistemsko financiranje aktivnosti v okviru tega projekta iz zdravstvenega zavarovanja, zato bo tudi tim nekoliko nadgrajen in temu so namenjeni te dodatni prostori. Za izvajanje programa se bodo v naslednjem letu torej tudi kadrovsko okrepili, saj se jim bo povečal obseg dela. Kot sem že dejala, izvajamo program za krepitev zdravja, izvajamo pa tudi program priprave na porod in starševstvo. V želji za krepitev zdravja se povezujemo tudi z lokalno skupnostjo, tako da izvajamo delavnice tudi v podjetjih, v društvih in se povezujemo z osnovnimi šolami, delovnimi organizacijami. Vrednost obnove dodatnih prostorov je znašala 53 000 evrov, sredstva pa je zagotovila občina Brežice. Za nas ta center za krepitev zdravja je izjemno pomemben, ker smatramo, da je to tudi neki povezovalec med zdravstvenim ustanovam, predvsem pa tudi med društvom, ki veliko delajo na preventivi. In seveda ta center je velika pomoč. Me poveseli, da se je izjemno dobro prejel med občani, kajti vse več je koristnikov, ki to uporablja. Predvsem pa je pomembno, da smo prišli iz tistega zdravljenja, predvsem k preventivi, in center za krepitev zdravja dela ogromno na preventivi in jaz verjamem, da s tem bo predvsem prispevalo k boljšem zdravju in pa boljšem počutju naših občank in občanov. Brežiški župan je ob tem še dejal, da je center v občini potreben in pomemben za občane, saj je občina po starostni strukturi prebivalstva in po tveganju za bolezni nad slovenskim povprečjem, kar prinaša občini tudi nižji indeks razvitosti v primerjavi z drugimi. V nadaljevanju poglejmo nekaj kratkih vesti iz Posavja. Po uspešno končanem remontu in vklopu v slovensko elektroenergetsko omrežje je Nuklearna elektrarna Krško v noči s petka na soboto s 1. na 2. november prišla na polno moč. Letošnji redni remont se je v Nuklearni elektrarni Krško začel 1. oktobra, v tem času pa so opravili menjavo jedrskega goriva, preventivna vzdrževalna dela in opravili 10 večjih naložb s področja tehnološke nadgradnje. V Sevnici so pričeli s praznovanjem občinskega praznika, v sklopu katerega bodo skozi mesec potekali številni dogodki in prireditve v organizaciji občine, krajevnih skupnosti, podjetij in ustanov, društev in posameznikov. Sevniški župan obdobje od lanskega do letošnjega praznika ocenjuje kot uspešno, saj so uspeli realizirati večino zastavljenih projektov. In po čem si bodo zapomnili letošnje leto? Zagotovo po številnem dogajanju, ki se je vršilo na področju financiranja občin. To je izredno zaznamovalo vse slovenske občine. Vse ta dinamika spremembe pri plačni politiki, povprečnina, ki ni sledila povečanju stroškov na občinah. To je nekako značilnost tega leta. Znotraj občine in dogajanje znotraj občine, mogoče to, da je to prvo leto mandata po lokalnih volitvah, na investicijskem delu pa zagotovo po prenovi sevniškega bazena, ki je po 33 letih prenovljen oziroma v zaključni fazi prenove. V petek 25. oktobra so v krajevni skupnosti Šentjanž obeležili svoj krajevni praznik. Zbrane v kulturni dvorani Šentjanž je nagovoril predsednik sveta krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Repovž, ki je v svojem nagovoru zbranim opisal način dosedanjega dela sveta krajevne skupnosti Šentjanž in načrte za prihodnje ureditve. Priznanje krajevne skupnosti je za prepoznano družbeno delovanje v kraju v letošnjem letu prejelo Društvo prijateljev mladine Šentjanž, ki v letošnjem letu praznuje tudi 40. obletnico delovanja. Center za podjetništvo in turizem Krško je kot nosilec in koordinator posavskega produkta Okusi Posavja postavil platformo za uspešno sodelovanje in povezovanje posavskih ponudnikov. Ti so z letošnjim tednom okusov Posavja naredili prve korake v smeri razvoja gastronomske znamke, ki bo združila najboljše kuharje, vinarje, pivovarje in pridelovalce v regiji. Pričeli so tudi z izvajanjem skupnih promocijskih aktivnosti, ki bodo krepile omenjeno znamko skozi celo leto. Oktobra so se tako Okusi Posavja predstavili na Dunaju.
3. oktobrska sobota v mesecu požarne varnosti je že tradicionalno namenjena srečanju posavskih in zasavskih gasilk, ki je dolga leta potekalo v obliki okrog demize na Raki, z letom 2018 pa se je začela načrtovana vsakoletna menjava lokacij in tako je lani dogodek potekal v okviru prostovoljnega gasilskega društva Veliki Trn, letos pa je gostiteljsko vlogo prevzelo prostovoljno gasilsko društvo Gora. Na zadnjo oktobrsko soboto se je 16 plavalk in plavalcev plavalnega kluba Celulozar Krško v Ljubljani udeležilo prve letošnje tekme za razvojni pokal. Najuspešnejša je bila Ema Menoni, ki je 3-krat stopila na najvišjo stopničko, saj je bila najboljša na 50 metrov hrbtno, 100 metrov mešano in 100 metrov prstno. Druga pa je bila na 400 metrov prosto. Poleg medalj je na koncu tekmovanja dobila tudi pokal za zmago v skupnem seštevku 3 disciplin. Na oder za zmagovalke se je uvrstila tudi Sara Dobnik, ki je bila druga na 100 metrov prsno, četrta pa je bila na 100 metrov mešano. Občina Krško zaključuje z naložbo v obvoznico, ki bo bistveno pripomogla k prometni razbremenitvi samega mesta, skozi katerega se pelje 8000 vozil na dan. Dober kilometer dolg krak skozi Žadovinek je namreč že dokončan. Več v prispevku. Konec februarja so odprli 3. most čez Savo v Krškem in v juliju še manjkajoči del obvoznice od drugega mostu mimo Vipapa do krožišča pri 3. mostu. Zdaj manjka samo še del mimo Žadovinka, ki je v sklepni fazi, saj je že asfaltiran. Cesta je pravzaprav fizično že dokončana, mislim, da ni nobenih del več potrebnih. Seveda pa obstaja še tisti del, ki se nanaša na dokumentacijo, potrebno je izvesti tehnični pregled, potem komisijski ogled ceste in zatem sledi tudi dovoljenje za uporabo ceste. Tako da nekako po podatkih, ki nam jih je posredovala direkcija kot investitor, naj bi bila ta otvoritev konec novembra tega leta. Vrednost rekonstrukcije ceste mimo Vipapa in novogradnje obvoznice skozi Žadovinek je znašala 6,37 milijona evrov. Od tega je občina Krško prispevala 900 tisoč za cesto mimo Vipapa in 600 tisoč za del obvoznice skozi Žadovinek. Preostanek v višini 4,8 milijona evrov pa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Vrednost celotnega kraka obvoznice, vključno z gradnjo mostu, je znašala 14,3 milijona evrov, od tega so iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za to naložbo odobrili 8,73 milijona evrov. V petek 25. oktobra so občani občine Brežice lahko do polnoči še oddali svoj glas za enega od 31 predlogov projektov, ki so sodelovali v glasovanju za participativni del proračuna občine Brežice v letih 2020 in 2021, poimenovan Moja skupnost sodelujem. Odziv občank in občanov v tednu glasovanja od 21. do 25. oktobra za najboljše med prispelimi projekti je presegel pričakovanja. Glasovnice, ki so jih lahko oddali po klasični pošti, osebno v volilno skrinjico ali po elektronski pošti, so zapolnile razpoložljiv prostor. Kot so sporočili z brežiške občine, je glasovanje potekalo do zadnjih minut, saj so bile zadnje glasovnice oddane po elektronski pošti 9 minut pred zaključkom glasovanja. Občina Brežice je pristopila k participativnemu proračunu, to nekako je bilo že napovedano na začetku tega mandata. Želeli smo ga že letos izvesti in smo imeli za to pripravljene 100 tisoč evrov. Kasneje smo se v občinskem svetu odločili, da se teh 100 tisoč evrov nameni za nabavo CT-ja v bolnišnici Brežice. Seveda za leto 2020 in 2021 bomo začeli izvajati. V tem trenutku so aktivnosti v polnem teku. Kot dodaja Molan, so se odločili, da odločanje o participativnem proračunu v celoti prepustijo občanom občine Brežice. Tako so občani najprej seveda predlagali nabor projektov, predlagali so komisijo in pa seveda zdaj tudi sami odločajo, da bojo v proračunu tisti projekti, ki bojo dobili največ glasov. Seveda jaz verjamem, da potem tudi občinski svet v svojem proračunu bo upošteval te želje in da bojo res tisti projekti, ki bojo se pokazali kot najbolj zaželeni v njihovih krajih. Občani so lahko izbirali med 31 projekti. Glavni namen pa je manjše investicije po krajih, ki so namenjene kot neke družabna stičišča, rekreacijska ali kaj podobnega in lahko vidim, da glede na to, da smo tudi obiskali vseh 20 krajevnih skupnosti
ministri, da smo imeli pogovore z društvi, katerim smo to predstavili, da je ta participativni proračun se zelo dobro prijel med občani in je velik interes in glede na to, da bo zdaj kmalu prištevanje glasov, bo zelo zanimivo za nas, kateri projekti bojo zmagali. Končni rezultati glasovanja bodo javno objavljeni predvidoma v četrtek, 14. novembra. Asimina ali indijanska banana je sadna vrsta, ki izhaja iz Severne Amerike. Plodovi, ki rastejo v šopih, so, kot dozorijo, v notranjosti rumeni, mehki in sladki, po okusu pa spominjajo na banano, mango in ananas. V Pečicah smo obiskali sadjarja Antona Baznika, ki je bil leta 2001, ki je to sicer pri nas manj znano drevo, posadil v Sloveniji. Letošnja letina pa je bila še posebej bogata. To so posnetki letošnje letine asimin sadjarja Antona Baznika. Prvo sadiko je posadil leta 2000, ta je 3 leta zatem prvič obrodila. Potem smo posadili še neke druge sorte, tako da imamo zdaj trenutno posajenih 7 sort. Asimin rodijo bogato. Letos, 2019, je bila največja bera plodov, največja rodnost v vseh teh letih, tako da smo bili navdušeni nad količino plodov, na debelino plodov. Plodovi so začeli zoreti nekje 10. septembra in so zoreli praktično do nekje sredine oktobra. Mogoče še kakšen plod je bil tam v 3. dekadi oktobra. Po Baznikovih besedah asimina obrodi prvič 3 leta po saditvi in ker je neobčutljiva na škodljivce in bolezni, bi lahko sodila v vsak ljubiteljski vrt. Sedaj so te asimine začele listje odvršt, tako da listja je na nekatere sorte že izredno malo, ker je že praktično konec oktobra, tako da, kot pravim, sadika je izredno odporna, zanimiva za sajenje, ni bolezni, ni škodljivcev, tako da je primerna za vsak vrt, za vsako dvorišče, za vsak sadovnjak, bilo kje se posadi. Plod je izredno hranljiv, zanimiv za presnojedce, za vse, ki imajo radi okus ananasa, mango, banane. Čeprav asimina po okusu spominja na tropsko sadje, pa ni občutljiva na mrzle zime, kakršne imamo v večjem delu države. Marsikdo, ko je posekal kakšen vinograd ali je imel prostor doma, je posadil sadike asimin. Tako da nekateri imajo že veliko rodnost, nekateri sedaj sadijo, tako da sedaj v jeseni izredno primeren čas za sajenje teh asimin. Asimina je tudi dekorativna, predvsem spomladi ob cvetenju. Ta rastlina pa bi lahko postala tudi tržna niša za Posavje, dodaja Baznik. V roki držim v žganju v namočene plodove asimin, tako da jih se lahko vidi čez celo leto pri nas. Pri nas se tudi vidi 20 let stara sadika, asimina je najstarejša sadika v Sloveniji. Ob tem še dodaja, da je pomembno, da je sadika cepljena, saj tako zagotavlja boljšo kakovost ploda. Za konec pogledajmo še pregled najbolj branih novic minulega tedna na spletnem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, to je vse, kar smo za vas pripravili ta teden. Vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Hvala za pozornost in nasvidenje.